Tole je pravi avtomobil za Američane, ker ustreza skoraj vsem njihovim zahtevam. Je nastopaški, velik, udoben, prostoren, morda mu manjka le še 16 dodatnih odlagališč za pijačo. Pod motornim pokrovom pa se skriva zmogljiv bencinski šestvaljnik. Oziroma bi se lahko, pa se mu je pridružil še ta manjši dizelski štirivaljnik, ki je bolj po okusu evropskih kupcev. Premišljujem, kaj je bolj udobno. Tile sedeži ali sedežna v moji dnevni sobi. Pa se mi zdi, da celo tukaj bolje sedim. Udobne sedeže smo pohvalili že pri X-Trailu, tukaj pa se mi zdijo še bolj podobni naslanjaču. In v kombinaciji s sile udobnim vzmetenjem, ki je tudi povsem po ameriškem vzoru, ta avtomobil po cesti bolj pluje, kot pa se dejansko pelje. A udobje seveda ima svojo ceno. Na ameriških ravnicah je takšno vzmetenje morda odlično, na zavitih in bolj ozkih slovenskih cestah pa precej manj. Avtomobil se zaradi mehkega vzmetenja kar precej nagiba, krmilni mehanizem tudi ni med najbolj komunikativnimi, zavojev pravzaprav ta avtomobil sploh ne mara in vedno znova želi samo naravnost naprej, torej podkrmiliti. Kdor bi se s tem avtomobilom želel peljati hitro, naj na to kar pozabi. Zajetne mere tudi ne pomagajo v mestnem okolju, kljub temu, da ima takšen Murano vzvratno kamero in še eno ob strani, da lažje vidite, koliko ste s kolesi oddaljeni od drobnika. Je pa zato položaj za volanom dober, udoben, malce položen, delovno okolje pa diši po prestižu. Tudi na zadnjih sedežih je prostora ogromno, ga pa je občutno manj v prtljažniku. Ta ponuja 400 litrov, kar je malo glede na mere avtomobila. In sedaj k motorju. 2,5 litrski dizelski agregat, ki poganja tudi nekatere ostale modele, se v Muranu dobro znajde. Je občutno bolj tih kot denimo v Pathfinderju in tudi bolj uglajen, med njegove vrline pa lahko štejem še prožnost. Porabi pa okrog 9 litrov. Bi pa sam vseeno raje izbral bencinskega šestvaljnika. Z njim v nosu ima namreč Murano določen šarm in ta je vedno skrbel, da mi je bil avtomobil všeč. S tem motorjem šarma ni. Je že res, da porabi okoli 3 litre goriva manj, a že v osnovi bencinski Murano stane tisočaka in pol manj, pri vrednosti več kot 50 tisoč evrov, kolikor stane takšen avtomobil, pa tudi vsak evro več pri porabi goriva ne bi smel vplivati na debelino denarnice.